Spoštovani gospod predsednik Janez Janša, spoštovana častna predsednica, spoštovani gostitelji, gospod Zavec in gospod Gomboši, hvala, moram reči, da se že po nekaj minutah tukaj počutim kot doma in vse še bomo vrnili, obljubim. Seveda prav lepo pozdravljeni vsi drugi imenitni gostje, predvsem pa članice in člani Slovenske demokratske mladine. Zahvalil bi se seveda tudi naši Jani za antinostalgin. Obljubim, da bom vsaj enega dal kolegici Majdi Potrati. Tako da bo prišel dan pa mora. Za mano je že kar nekaj obletnic Slovenske demokratske mladine. Mislim, da je bila moja prva v letu 2008. Takrat sem se še udeležil kot gost, ne kot član. Takrat sem v bistvu predstavljal slovenske dijake in dijakinje. In tisti dogodek, seveda se mi je posebej vtisnil dogodek kot prvi in prav rad bi čestital vsem tistim mladim, za katere je seveda to prvi dogodek SDN-ja in seveda upam, da bomo skupaj pojedli čim več tort na naslednjih obletnicah, kot seveda tudi nocoj. Danes smo 26. oktobra in gre za prav poseben dan. Pa ne zaradi tega, ker je El Clasico med Barcelono in Realom iz Madrida, kot razmišlja večina vaših sovrstnikov, ampak zaradi tega, ker prav na današnji dan lahko rečem, da seveda obeležujemo in morali bi verjetno tudi praznovati, pa ne, ampak bomo si mi vsaj za to naredili zabavo. 22 let tega, kar je naša tla zapustil zadnji jugoslovanski vojak. In mislim, da gre za zelo pomemben dogodek, ko smo dobili svojo državo in seveda žal medijska krajina in izobraževalni sistem Sloveniji, ki sta kot taka, me potem sploh prav ne čudi, da mladi o teh dogodkih ne vedo veliko. Lahko pa sam povem, da so naši starši, ko so ustanavljali svojo državo, ko so podpirali idejo Demosa, sanjali o tem in si predvsem želeli to, da bodo mladi danes in mladi v prihodnje živeli dobro in bojo lahko izpolnili svoje sanje ter potencijale. Ampak kaj se je zgodilo? Socialistične vlade Foruma 21 so vse do danes pripeljali do tega, da Milan Kučan da vsakemu novorojencev darilo v obliki pufa v višini 8000 evrov. Mislim, da je to zelo tako eno nestimulativno darilo in mislim, da tudi volivke in volivci se še zato niso primerno zahvalili na volitvah. Zato smo se seveda tudi odločili, da bomo danes, kasneje bom predstavil resolucijo Rdeči strici Vrnite nam prihodnost, veliko govoril in malo kronološko seveda šel čez nekatere dogodke, ki so vplivali na slab in vedno slabši vsak dan slovenske mladine. Ampak tisti mladi, ki živite v Pomurju, recimo tudi v mojih koncih spodnjem Podravju, sami veste, da če ste tako iznajdljivi in sposobni, ter si želite delati, ter doma ne želite mosti socialne države, greste po delo v tujino, ne skrbite, vas bo zdaj vlada Alenke Bratušek dvojno obdavčila. Tako da gre za neko kontinuiteto, ki sploh mlade postavlja v brezizhoden položaj. Če gre v tujino, mora plačati za to kazen. Če gre malo naprej, zdaj predsednik 3. leto podmladka, mislim, da smo v tem času dali kar nekaj zanimivih projektov. Spoznal sem ogromno ljudi, mladih, žal veliko jih med nami več ni, ampak me pa veseli, da še vedno čutijo te vrednote slovenske pomladi. Še bolj pomembno pa seveda je, da se zavedajo, da bodo prav ti tisti, kot seveda vsi mladi tukaj, boste tisti, ki boste morali nositi te vrednote slovenske pomladi v prihodnje. In verjetno vsi tukaj vemo, da imamo še kar nekaj rezerv pri svojem delovanju, zato seveda apeliram na vsakega, da se še toliko bolj potrudi in angažira pri seveda ozaveščanju svojih sovrstnikov in zakaj smo tudi ne po naši krivdi vsaki dan bolj zapufani. In podatek, seveda, ko sem ga prej omenil 8000 evrov in če malo povzamem delovanja vlade Alenke Bratušek, ki zdaj z novimi davki ter iznajdbami novih davkov ter seveda bremen želi letno pridobiti v proračun 500 milijonov evrov na račun tega, da bodo ostali privilegiji, da bojo gospodje bankirji živeli še naprej kot bogovi, da bodo penzije nad 3000 evrov gospodje še naprej isto uživali
In seveda mi na podeželju to najbolj čutimo, kot je gospod Gomboši, župan občine Beltinci, povedal, tudi sam to vsak dan čutim, se za te zadeve seveda tudi zelo zanimam in ne moti, da zdaj vsi seveda plačujemo ceno virantovanja. Vsi vemo, kaj ta izraz pomeni, ni potrebno veliko povedati. Na eni izmed sej sveta Slovenske demokratske stranke, ko smo našega predsednika tudi javno, mislim, da takrat predvsem močno podprli, sem dejal, da če imaš v koaliciji Gregorja Viranta, opozicija sploh ne rabiš, in v tej vladi to nekako celo zgleda podobno, tako da zabavno. Mislim, da danes v Beltincih nismo po naključju, smo z enim močnim signalom in sporočilom, da se zavedamo, da Slovenija ni samo Ljubljana in da moramo v prihodnje narediti marsikaj tudi na reformi lokalne samouprave, torej pomeni to tudi na področju ustanavljanja pokrajin. Bilo kdo pogleda preteklost, bo ugotovil, da je vlada Janeza Janše v obdobju 2004 do 2008 na tem področju storila največ. Bil je tudi takrat posvetovalni referendum in lahko ugotovimo, da so rezultati bili jasni. 2/3 udeležencev in udeleženk sta podprli idejo o ustanavljanju pokrajin, ker se zavzemajo za enakomernejši razvoj Slovenije, seveda pa so bili proti gospodje v Ljubljani, ki pa roko na srce imajo precej visok standard in verjamem, da še marsikdo od tukaj ni bil sploh v vseh koncih. Dovolite mi, da se na koncu tega uvodnega nastopa, ker potem bom predstavil resolucijo malo kasneje, zahvalim prav vsem, ki ste nam pomagali, ki ste nam dali podporo. Če je recimo Slovenska demokratska mladina 3 leta nazaj na političnem parketu, kot tudi na parketu mladinskega organiziranja doma kot v tujini ni veljala prav veliko, lahko danes brez težav rečemo, da smo najmočnejša mladinska organizacija desno-sredinskega pola iz Slovenije v Evropi in lahko tudi rečem, da smo mladinska organizacija z največ poslankami in poslanci v Državnem zboru. Tako da upam, da se bo ta trend še naprej nadaljeval in da nas bo predsednik pri tem podpiral. Zdaj videli smo, da nekaj talentov imamo in seveda hvala za to.